izgleda kar nevarno. Ja. Ki ga on šutira, pa zvedel, ki strela. Ja. Mislim, da so že namontirali gor tudi na enega stvari. Ja, no, pač ta good guy ga... Kaj te je, a te ostanem? Ne, tole je, ker je pretanek tale. Dej, ker nimamo asistenta. Ne, se ne boš mogel, ker je. Dej, ti bomo poasistirali. Veš, moče prijeti, ker je pretanka tale, ne? Čekaš. Ja, sej, pa še tukaj ga vinta in... Super. Pust. Ne, svin zdaj, ki mu govorili, pizda. Kaj pa niso to? Smejimo se zato, kaj Aljo, jaz sem na en stran mikrofon štimu, Aljo pa na drugi strani rešile. A ja, ko mu snemali, se reče. Že snemamo, kaj? Zdaj si prinesel to, zdaj pa smo kopili. Zdaj imam dober izgovor, da tega ne jem, ker se moram ustati. Čak bom na Aljo to mikrofon povedal, da so zdaj že v enem kvartalu kalo. Zdaj nov kvartal. Pev sem ne v pismo. Spet boš imel kaj zarezati. Zdaj, ko ni... Se upravičujemo. Zdaj, ko ni tega le montažerja, že dolg ne. Štefana. Štefan Bogi. Štef. Šel s trebuhom za kruhom. Ne se proba stran obračati, da se da sliši. A smo kaj ne? To bom se eno odpustil. A hočemo to ljudem. Ne se sam... Ja, se sliši. Se sliši. Če jaz v monitorjih slišim, bojo tudi naši dragi poslušalci. Ni nekaj vsebine, tako da mogoče bom... Mogoče se da ven, no. Pa rečemo, da smo, ker ni bilo fajn. Ful smo čubokal. Vse res. Kaj si se spomnil? Ja, to, kar imata tudi vidva v rokah. Ja, jaz sem hotel. To sem se spomnil. Ne, pa so mislili, da mi to... Se nisem rekel, kaj imate v rokah. Ful stvari v rokah, tudi ful neprimernih stvari v rokah. Tudi zelo, ampak ni bilo nič neprimernega. Samo to, da razplinem ta mit o neprimernosti, se me ljudje predstavljajo. Zdaj, ki si umenil, zihar. Ful neprimerno v ustih. Ne, zakaj sem že sam. Jaz grem domov. Ne, šala, smešnica, sarkazam. Poskočnica. Vse to. Ti, zakaj se pa tole ne updata, hudič? A se ni updatal? Zdaj pa je. 5. februar. Danes je 5. februar, da poslušate to v realnem času. Ja. Drage poslušalke, dragi poslušalci, stanje našega ZIA je stabilno. To je res. Po operaciji dobro okreva. Tako. In po mnenju zdravniškega konzilija. Upravičujem se za vse nevšečnosti. Ne, edinga, ki ne štrajka, bo kar v redu. Ja, še malo pa bo kot puščica. Seveda. Še malo stožice hiraj kam. Še malo pa bojo komentatorji pijani ob tebi. Mislim, ob tvojih akcijah. Mislim, v naših bi zaradi drugih stvari pil. Ne zaradi te hitrosti in igrivosti in ne vem, znanja, ne, ampak ti neki zapit pil. Komentatorji tudi, če bi mi jaz pa dal pač, ne vem, 10 perov pa par viskijev, bo tudi sam zaradi tega. Mislim, da... Ne, se mogoče bilo bolj, če bi bil ti komentator. Ker zihar manj piješ. Čeprav pa res, da v resnici, veš, to komentiranje v živo, mi radi komentiramo, kako oni komentirajo, v resnici pa to... Je precej težek posel, ja. Probi. Ni lahko, ja, ne. Vzem si 5 minut intro nared sam pred tekmo. Tak kratek. Ne, ni lahko. Mislim, z razlogom moraš to malo povadati, no. Vse smo videli vseh teh, ki so se lotevali nove televizije, športnih dogodkov, ko so malo ljudje z neizkušenji prišli. Ni bilo ušen.
Ne, pa najbrž je kakšen dan vadu že, ne. Ni to zdaj... Najbrž niso šli iz nule v produkcijo, ne. Veš, niso ga postavili z teste, ne. Ja. Ki je rekel, da dobro zna. Mislim, da bi on to boljš, stare, recimo. Ja. Neki tudi izkušnje, ne. Ni lahko. Ni lahko, ne. Tako da slava jim. Tudi takrat, Ja, ne, pa se to se ti a se ti ne zdi z vsako stvarjo. Kaj enega gledaš, ka zna, ne? Ja, se zdi, pa je zdi to. Ja. Da, lej mesec. A walk in the park, pizda. Lej, žogobrca, pizda. Kva pa je tisto? Kako spa tole falil, kot ti je? Ja, podal ti jo. Laufi, pizda. Sam še brcnoš, pizda, kva ti ni jasen. Šele 1 uro igrajo, pa 15 minut pauze je bilo vmes, pa oni pa ne more več laufati, pizda. Zmatran si, res. Za te pare, a? To je meti. Marička, dej še en per. Ma 3D, pizda. Ker sam ne moreš do hladilnika. Ja. Zdaj pa še hodil za šankar, kva peza, normalno. Ja, ne. To je pa pol problem, ne, veš, do šanka pridete. Včasih tudi dam. Ja, še težji, ja. Pa se pa šel k pele. Ne tega počnete. Ja, nič. A veste, kaj sem gotovo zanč, ne, ker smo, mislim, mogoče so zadnje 3, ali zadnji 2 zihar, ali pa zadnje 3. Kaj? A ne, vse to smo že pogovorili, da nismo imeli scenarija, pa da mogoče ne se to avzglazili. Sam to je bilo za uno prejšnjo. Pa vse scenarij smo imeli. Vse smo imeli scenarij. Ne, za uno prejšnjo, ki je šla v lovišče, nismo imeli scenarija. Smo imeli scenarij, vse smo imeli, zmeri bil scenarij. Ne, kako? Zmeri bil scenarij. Mogoče malo drugače napisan, ampak scenarij je bil. No ja, intro pa avtor je skoraj zmeri. Mislim, moramo povedati, da pogrešamo te ljudi. Tudi notranji del je bil napisan, ne? Sam pač malo drugače. Ne? Ja, možno. Ja. Kaj pa veš? No, v glavnem. No, pa ne vem. Takrat smo bili tudi mi drugačni. Novo leto, novi mi. You never step in the same river twice, ne? To so te budistične globoke. Lepo. Tudi naš studio ni nikoli istine. Sploh zdaj, ker smo v teh, ne bom rekel začasnih prostorih, ampak začasnih prostorih. V tranzicijskih. Tranzicijskih, tako. Tranzicijskih časih ali tranzicijskih. Smo kauni modeli dol v drugi kleti Cankarja. Ne, ko bomo imeli studio, bomo v drugi kleti Cankarja. Ko bomo res v drugi kleti. Ja, včasih smo imeli studio SR01, ki je bila prva klet, zdaj imamo pa SR02, ker je druga klet. Tako. SR ne kot Sportradar, ki nas časti že vsa ta leta studijom, ampak kot Sonic Room. Wow. Mind blown. Pa tudi, če bo jedrska vojna, bomo preživeli kamo v drugi kleti. Vsaj za kakšen trenutek. Ja, in bomo lahko oddajali nikomur. Tako, ja, le. Ancient Aliens bomo mogoče pa pristali, ko bo rekla, zdaj bo menga ni. 673, da bi se za vse našečnosti. Imaš ti enkrat Američanov, ki si doma gradijo te reči. Ker nas bojo, tako da bomo mogli v angleščini vdajati. Ne, se ne učijo slovensko pol. Se ne vdost ljudi. Tako. Bi se bom po večjih jezikih vdajali, ne? Ja, sicer zdaj to itak ni neka blazna težava, ne, narediti, tako da... Kaj v večjih jezikih? Ja, ne vem, da ni to zdaj že, da to. Naš kolega Rok, ki spremlja te stvari, pravi, da še ni, ampak hmal. No, še kakšen let pa bomo lahko dali naše... Zdaj lahko še kakšen dan počaka. Je rekel, da imamo že idejo, kako mi lahko naredimo angleško verzijo. Da v bistvu sam damo audio, naš audio feedamo noter v AI, ki bo tako zmožen, mislim zmogljiv. In pol v drug AI damo, da prevede, in v tretji AI, da pove z našimi angleškimi glasovi. Bojo tudi naši glasovi v bistvu? Ja. Z našo modulacijo? Ja, prav tako bo rekel. Yeah, for sure. Ja, for sure. A bi bilo... Napravil še angleš Američan. A bi bilo kaj skot, da bi bil kaj Sean Connery. Mislim, to je po moje stran. To bo sam izbral. To je, ja.
They will tremble again. Najboljše znak je bil Rustam. Ampak je zelo lepo govoril. Ne ruski, ampak. Ne po ruskaj, ampak ja. Zato nisem mogel recimo gledati tega, kaj je bil Černobil na HBO-ju, ko oni tam po angliški probajo ruska. Noben ne proba ruska, ko vsaj malo imel za naglaskom, veš, ko radi Šerbedžija, ki izmer igra enega Slovana. Samo on ga ima igra Slovana, pa še je zraven, ne, mislim pač. Ja, samo oni pa pač niso, ne. Ne vem, ta prva epizoda sem pogledal, pa okay. A ja, to trudijo se, da bi... Ne, pa tudi ruskih, da bi rekel, da bi bilo sinhroniziran hudič, ne. Dobro, težko je igralce, težko daš igralce, mislim, bi mogel ruske igralce uvoziti. Sploh ruščina zdaj ni priljubljena. Mislim, takrat je blaše, ampak mislim, takrat še ni bil tak problem, ker so Černobil posneli. Takrat se še ni zgodilo. Zdaj pred kratkim, ampak mislim, da še ni bilo vojne. Meni se še ni bilo vojne. Ja. Tako da ni bilo, ampak a veš, da bi pol gledal, pa a veš, Američani zelo neradi gledajo podnapise, mislim, berajo. To je itak, to je, zato so Hollywood izumili, da ne rabijo. Vse je bil, francoski film je bil že prej, sicer ampak da bo smo ostati. Niste brata Lumière, ki je prihod vlaka pa to? Tako. Nisem ga spomnil. Lumière, mislim, lahko bi bila tudi Američana, prvi val migrantov ali pa drug, ampak mislim, da sta bila... Sta bila Francoza. Ja. Prvi je bilo tam to. Ja. Točno to mislim, da prihod vlaka je bil. Ja. Pa delavci v tovarni je bil pa dvojka. Tako. Ali odhajajo iz tovarne. Ja. Nekaj tazga. Ali sem pa Metropolis gledal, ne vem. Kaj tam tudi. Ti si pa Fritz Lang, ti si pa druga stvar. Ja, sam ti se tudi neki in 9, mislim, tako. Bližji prihodu vlaka k Bruce Willisu, kjermokoli. Definitivno. Neki in 20 je meni že 1900. Ja, seveda. Metropolis. Jaz sem 39 v glavu, ampak možno, da imaš ti sprav. No, ali pa 30. No, zdaj je to zelo težko preveriti. Bližji jazzu, kot Miley Cyrus. Ne pogledati na internete, ker itak ne morete preveriti, tako da mi lahko lažemo. Ja. Zdaj, mislim, lažemo, lahko povemo, če dosti suvereno rečemo. Ja. Peli prav 29, jaz 39. Tako da. Ne, 39. Sam 39 je več. Se pravi, 39 je bila pa že, v produkcija. Kako je bila že ta volje, no, kaj je že bila Leni Riefenstahl. Tako da je to ni neki naroda. Bo prvi 29. Po moje bolj, ja. Ja, imaš prav. Ja, vidiš, z možnostjo dedukcije meni še pogledal ni na Google, smo zaključili. Ja, v zapiskih bo pa točen datum. Ti že 15, pa nekaj tazga. Se ni bilo. Ne, se, hecam se. Dobro, da to niso unicajti, ki mi veliko traka porabili, zato da bi ugotovili. Zdaj je tole džabe, ne vse skupaj, takrat je bilo pa to drago. Ja, to je res. Pa še razvid smogel, pa vse skap to. To ni bilo zebancije. Mi ne bi imeli podcast. Ne. Redki so bili radi, ki so sploh snemali karkoli, veš. Meni se zdi, da je, zdaj sem pa ne spomnil, Bing Crosby ali pa en od teh je ugotovil, ki je imel šov na radiju in je imel pač na vseh radijih, kaj da bi rekel na valu, ampak tam je ta javna neki. In je imel enega ob 6, enega pa ob 9, ki je bilo pač ne vem koliko zamude z West Coast, ne. In pol je rekel, fante, zdaj pa dajmo s temi, ki so vedeli, da Nemci so imeli kasete, pa magnetofone, pa to, da to, ne. In je rekel, dajmo to zdaj znanstvenike najdeti na kup, da bomo to mi posneli hudiča. No, mi dvakrat imel, veš, izga šova vsak teden, ne. In so, ne. Takrat je bilo drago, ne. A veš, ko so si izmislili v resnici. Tako da, ja. Bo v zapiskih, kdaj je bilo to, kar se pa ne spomnim, bilo pred vojno, drugo ali po drugi vojni. Ne, pred. Ja, ne, posnet. Ja, je bilo malo po drugi vojni. Si zna biti, ja. Mislim se, da Bing Crosby je bil tam nekako. Ja. Enkrat. Se lahko tudi, da ni bil Bing Crosby, ampak skoraj zihar. Dobro, evo. Spet nekaj, kar ni treba, ker vemo, da je bil Bing Crosby. Ja, ne gledati. Bo v zapiskih. Če vas pa res zanima, bo pa v zapiskih. Sam verjemte. Ja, verjeti je treba. Verjeti je treba tudi, da bomo mi enkrat prišli do konca te knjige, čeprav ne kaže.
Mi se že zmeraj nismo odločili, kva bo naslednja, tako da takrat, dokaj se ne odločimo. Poleg tega pa sem, zato ker nimamo redaktorja pa teh modelov, ki so ponovadi skrbeli za prisotnost na družabnih omrežjih pa ankete, pa to ne. Še nisem dal gor, ker sem imel turbulentnih nekaj dni. Oziroma nisem mi dal. Turbulentnih nekaj dni se bolj sliši. Oziroma malo sem pozabil. No? Ja. Tako danes, ko smo... Zdajle si se spomnil. Zdajle prej. Ko sem pri Rašidih v Šparu, ko sem bili 4,42 €, 42, nekaj to, kaj že... pa je tako špol to, tako je prišlo. Ko imamo že 42. Nekaj imamo 42, lušna cifra, lušna. Ja, tako da ja. Neč, a gremo mi v avizo, pa da vidimo, a bomo še Slavkotovih... minute. Tako. Jaz bi rekel, da bo tam nekje 14-15, ker ne vem, koliko v njih smokan bomo porezali. To je pa zelo... Slavko ne bo zadovoljen, ne? 14-15, nisem zdaj, ali 14 ali 15. Ja, ne, če še malo podaljšamo, bo 16. Da imamo... Veš, kaj bomo rekli? Bomo povedali še eno stvar, ki je treba obeležiti. 11. februarja, kot vsako leto, 42. dan v letu, ko smo bili pa 42. Nekateri praznujemo Happy Adam zdaj, čeprav v resnici ga ne, ampak dajte se spomniti v nedeljo na zdravce s pangalaktičnim grlorezom. Ali pa z Adam s pivom. Ali pa s pivom, ali pa z vodo. Karkoli vam. Spomin Karkoli vam sede. Rankega avtorja, ki je odšel pred Madonna. Pa nam je vsem poklonil to lepo knjigo, ne? Ja. Oziroma več del. Radijsko igro. Filma pa ni videl. Ja. Zanimivo, da nikoli nismo imeli, da bi film gledali, pa v njim govorili. Vse smo, ne. A smo? Seveda, da smo. Vse smo, ja. Sem zdaj v zadnjem štihu, pa ne. To pa ne. Smo. Jaz bi pol počakal za... Edina, imamo kakšen update? Imamo kakšen update serije? Sem gledal. Sem hodil reči, redaktor je preveril včeraj, pa bi je poslal po mailu, pa ni. Sem preveril, kaj je bilo glizanč Hulu. Hulu ima če, nima Amazon. Ja, sem dubil, ker imam, veš, Google Alert, imam na Hulu Hitchhiker's Guide, sem se sam povedal, da bo film, da so ga dali na spored. Tako da lahko gledate na Hulu / Disney, če vas je vola, ne priporočamo. Mi ne pogledajte, lej. Marvin je lep. Ja, Marvin so kar zadeli, se meni zdi. Mislim, pač... Se izogibam vsega tega. Si še ni zgledal, točno. Kaj bilo dobro? Nikoli ne bom. Poslušaj. Kaj pa, če bi prosil kinoteko, da ne vem, da Douglasov rojsten dan zavrti film, pa ga gremo v kino gledati. Še smer ga ne bo. Čeprav to bilo pa kul. Kaj jaz mislim, da sem ga... Jaz sem ga v kinu gledal. Jaz tudi. Takrat smo šli na premiero, ne? Ja. Ne premiero, na projekcijo. Ja, smo, ja. Sam, ne. Ja. No, kinoteka. Mislim, da rečem, da pokličem. Ne vem, ne, rajš ne, no. Pa se pa nič na trudu presveze. Mislim, škoda. Probamo se, pa ne, to bilo pa dobro. Čeprav. Pa gremo vsi. Gre pa midva. Sliši se pa dobro, ja, mislim, tako za drugač. Veš kaj, tako naredimo. Gremo, pa vsi trije gremo v kinoteko, ti ostaneš v baru, pa počakaš na jezijem, pa poslušalke in poslušalce, ki se nam podružijo, pa boš ti gostil tiste, ki nočejo je če enkrat gledati. 6 vrčkov piva pa je rešitev, bom sabo vzel. Ja, to bi bilo pa fajn, če bi bilo kar v ceni karte. To pa dobro, ja. Ja, veš? Ne, da imaš navadna karta, kakšni pač ne pijejo, pa ne vem. Ja, da mislim, jaz sem 6 vrčkov piva, razen brez alkoholnega lahko. Ja, se to je, no. A veš, imaš super paket, pa navaden paket. Ena sam karta, ena pa ti je ta. Imaš Adams paket, pa ne bo večeni velipotež paket. Tako. Mislim, še več lahko naredimo, a veš? V bistvu ful, ja. Pa še mačke lahko naredimo pol za enkrat, ko smo jih obljubili že pred 120 epizodami. Koga? Mačke. Ja, to je bilo dobro, ja. Koga? Če govoriš? Videl sem film ali pa...
Prebral sem knjigo in videl sem film. Preživel sem projekcijo filma. To bi imel jaz. Prebral sem jo in sem preživel. Tudi film. Ta ni bil dober slogan. Poročajo eni na teh trecih, oziroma meni sem se na trecih pogovarjal z nekom, da pač ni bilo všeč knjiga. Vse je v redu. No ne, valjda, mislim, da vsakemu svoje. Hvala Bogu, da se ne mora biti vsemu vse všečne. Sam, po moje... No, mislim, če te gospod profesor dezintrigira toliko, pa njegove skere krmerle. Skere krmerle. Zdaj na počas sezona, da boš nekaj kampirati. Skere krmerle. Ampak kuna je kar prelepa za kampirati. Pa se bi imamo lahko gor za nadvrat. Samo za načotor. To tako kot gospod. Za šotor moraš imeti, mislim, še dodaten stojav, kad ti utrga šotor. Mislim, če nisi s kemperjem ali pa z nečim takim, kjer... Kemper. Nekaj takega bolj trdnega, ne šotor. Za šotor težko obesiš, no, razen če obesiš na kakšen drevo, pa kaj tazga. A pa drevo pred šotorom. Sam poti pa lahko spizdijo. Na notranji strani mora biti, tako kot gospod Prozor je vedel, da je znotar ne dal. Seveda ne. Kaj so le, vse kire krmel. Pa če slučajno kakšen medved pride, veš, da ga pol ne... A pa ne vem, če rabiš koga so vraga... Kam pa ti hodiš kampirati, da so medvedi v koliko hodijo? Kje pa Bog ve, kje ima gospod Prozor hiško? To je sicer res. Čeprav tam najbrž ni medvedov, kjerkoli že ima. Rolling Hills Južne Anglije. Ni jih velik, no. Ni jih velik. So prej v potujočem cirkusu, kak je. Spet nekaj za prevertno, ampak po mojem ni jih... Ne, verjeti je treba. Dejstvo. Mislim, da imamo naslov epizode, zdaj pa pejmo v ta vizo. Slavko? Zdaj pa povej, koliko je. 22 minut. Veš, pa se zgodi. Dobar je. Zdravo, štoparke in štopari, to je podcast, ki je enkrat že obdelal prosti pad Kita Glavača in lonca Petuni. In ker vsi vemo, kaj si je mislil Kit, namreč me zanima, če bova prijatelja, se spomnimo, kaj si je mislil lonec Petuni. Ne, nikar že spet. Najbrž si to mislite tudi, ko povemo, da smo tudi tokrat z vami. Aljo? Peli. In zi. Ne, že spet. Ne, pa nikar že spet, narobe. Nikar že spet. Ti si prav povedal. Najbrž tili naši poslušalci imajo štokholmskega sindroma. Misliš, pa se jih ni prisil, da morajo poslušati. Si sami pržgejo, a veš? Ne se pravi, zdaj so se že malo navezali na nas. A veš, to bi imel štokholmski, če bi jih mi, a veš, prisil. Ne zači, Mi jih imamo tudi radi, ker nas poslušajo, čeprav nič ne povemo. Mislim, nič. Vse povemo. Se zdaj letos. No, letos. Letos bomo pa povedali nekaj. Čeprav letos je tisto leto, ko smo rekli. Se je to leto, to sem pomislil, da letos smo že bili, pa smo tudi nismo nič povedali. Lanskrat smo pa kar povedali. Lanskrat je bil bolj plodni. Čeprav moram reči, da kako bi rekel, odzivi niso negativni, niso pa tudi pozitivni. Tudi mi vzamemo pozitivno to. Ja, seveda, pa si lahko reči, da veš ne. Tako kot politiki, ki niso priznali ali pa zanikali, ki vsi vemo, kaj pomeni. Da so krivi, ne. Ja. Najlepša hvala za vso podporo vseh, ki ste nas že podprli. Najlepša hvala tudi vsem, ki nas še boste, in največja hvala vsem, ki nas poslušate. Hvala za seribe.si. Čak sem nekaj moram povedati. Imamo prenovljen, hvala za seribe.si. Sicer zdaj zanj sem naredil, ker sem slučajno nekaj nove tlake naredil. Nekaj update. Ulil nov beton. Sem ugotovil, koliko ljudi je včasih delal ta peč. Veš, webmaster, ki je v bistvu
porihtel te stvari, ne, pa copywriter, ki je napisal nov tekst, ne, pa urednik, ki je preveril, pa lektorju, ki smo dali še pregledati hudiča, ne, pa webmaster pol, ki je, da veš, meni so pol poslali popravke, pa vama, da smo potrdili 3 kljukce, ne, pa je dal webmaster na page, ne. Pa fact checker je bil tudi, se spomnim, ja, smo ga videli. Pozabil sem fact checker, ja. Če smo prav vse povedali, nismo koga fact checker. Ja, ne se more tožiti, veš, ne? Ja, pa če se pravi e-mail, pa vse to. Pa če res ne 29 ali 19 ali 20. Ja, pa kdaj gremo takrat v Innsbruck ali ne gremo, pa vse te stvari, ne, veš, izračunal, če je to 2042, 15. maja, kdaj smo rekli, da bomo šli v Innsbruck. Ja. No, te stvari, veš. No. Tako. No, zadnjo soboto sem sam, ker sem nekaj update'u v tistem oknu, ker sem imel okno za update'anje. Dobiš 2-kratno povišico. Koliko si zdaj ljudil 5-kratno povišico? Minus fact checkerja. Bom 5 ljudi več povabil. Ker fact checker pa nisi, ne? Ne, nisem. No, eto, fact checkerja ne dobiš. Če bi bil jaz, ni preveril, veš, bi si dal nič, ker ni noben preveril. Fertik, konc. Ne, tako da, ja, ne imaš kaj. V glavnem, hvala za seribe.si vsem tistim, ki nas že, pa tistim, ki nas še boste. Hvala. Tako da mi pa lahko gremo pogledat, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Ful stvari, sam jaz sem nič spomnim. Ful stvari, noro je bilo. Videl sem unga, ki je razbacan, ta Bob Bobbins, to, ki se ne spomnim. Ki je bil naslov epizode prejšnje. A ja, David Goggins. Ja, David Goggins. A si ga videl? Močan. Na YouTubeu je še posebej močan, ki je slika. Široko lečo uporabno. Ne, sem pa ni. Mislim, ja, drugače je, no. Je močan. Ja, močan. Pa toliko let, kot mi. Mogoče malo mlajši od mene, mulac, ampak ajde. Ja, zato pa lahko vse tole počne. Ja, vse je. Afne gunca. Ja, ultramaratone neki, ne vem. Vesti počne. Če bi jaz to kao ono. Pa če me uno savno, pa mrzo tuša, ne. Ja. Mislim, mrzo tuš imaš, sam savna. Savna, ne moreš iti po mrzo, mora biti savna. To ne moreš ločeno. To je skrat paša. To je skrat paša. Šnopc papir, to je ena pijača pizda. Ne smeš to, da greš posebej piti. To je res, ja. Vidiš, to je anketa. A pijete šnopc skup ali speram? Ali sam šnopc. Čeprav našega bivšega sodelavca Nono ne pije alkohola, ampak pije vsak dan. En štamper, ne pije. En štamper, štopca zjutraj za zdravje, pa to je to. Niti na pogrebih, niti na porokah, niti po maši, niti če ima dober dan, niti če ima slab dan. Ker je v bistvu zjutraj že vse naredil. To se mi zdi dobra ideja. Sam, ker nisem začel tako mlad kot on. Ne veš, koliko je on mlad začel. To pa res, to je pa za preveriti. Janiju bom poslal sporočilo. Da ne preverim, mogoče pa še ni prepozno. Ja, to po moje pol dobiš to navado. Čeprav z mojo to samo diagnozo, če grih najboljša ideja. Moj dedek je isto počel. Zjutraj en šilce, pa konc. Pa nisem ga videl, da bi drugače on kaj pil. Zato imaš ti to srednjo pot, stari. Veš, to je v genu, pizda. Misliš? Ja, ga zigre zmer ta pravcaj dam. Čeprav smo bili zanjče ugotovili, da takrat, ko gre zita pravcaj dam, je to najbolj, sam pol ne dolg, pol ne, hiter vse v, mislim, ne hiter gre vse. Mi ne gremo pol dam, a veš. Stvari dosti hiter eskalira. En okenček, ene ure, ki je dejansko še ful zabaven, pa gre pa niz brdo. Golden hour, ki pri fotkanju. Ja, po mojem. Dobro. Ja, to je to. No, to je bilo v prejšnji epizodi, tale unle pa tis pa tret, pa funenih idej, pa anketo, ki še nismo dali gor, pa to je to. To je to, ne. Ja. Če gremo zdaj v, ne vem, kjerič že v 14. poglavje 5. knjige. Pejmo, pa Kvarnik, ne? Kvarnik, to vemo.
vitastih globinah vesolja pa so potekali nevidni premiki. Kje smo pa sploh končali? A nismo imeli ti lihti tintaste premike? To smo že imeli. Bolonca smo imeli. To smo že vse obdelali. Na kavču iz umetnega usnja smo imeli, to, da bi v stiski smo imeli. Opremo smo imeli, to, da se je obrnil. To smo tudi povedali, da se je obrnil k astrologiji. Ful smo povedali. V teh epizodah. To, da je bila tudi točno napoved, to smo tudi povedali. Sam, da ni on, pa horoskop, vse to smo omenili. Da ni on pogledal, pa zemlja je začela vzhajati v Kozorogu. To je bilo tudi lepo. Zelo lepo. Ali vemo, da je na vrhu, da ima vse začasne poteze klasičnega bika, kar lahko ponovimo še enkrat, če za tiste, ki so pozabili. Tako kaljo leta. Ja. In pol je ukazal, da ne zasučajo topovske stolpiče, tle smo pa po mojem nehali. Zna biti, ja. Prej smo imeli v prejšnji epizodi po kvadriku, smo imeli pa v prejšnjih 3 epizodah. Zdaj da preverimo, kje smo, kje stojimo. Ja. Ampak niso pa najdeli te rumene mogočne gradbene ladje. Ki se je skrivala se od zadnje. Zdaj bo že pol ure, zdaj moramo pa nehati. Hvala lepa, to je bil današnji podcast. Gremo lahko še malo naprej. Saj malo potegnili. Saj malo, da potegnemo. Ja, nekaj se je skrival. The Dark Side of the Moon, ali kako bi šlo v kleku. Da se je skrivala za... Sam ni bila za luno. Ne, ni bila, ampak sem jih hotel sem to omeniti. Dobro se je slišal, ja. Ja, sem res, ja. Pa pozdravimo še tam na stran Lune. Tako. Zdaj pa lahko gremo. Zdaj pa to. Tam so bolj znanstveni, pa bolj v stvarih. Ja. Pa vejo, kaj govorijo. Ja. Za razliko od nas. Ja. No, v glavnem, ta rumena vesoljska ladja se je skrivala... Nam dobro znana. Se je skrivala v oceanu, zdaj se mi je pa bit prekratla. Komada teda že dolgo nismo imeli. Evo bit. Zmerkov bit, to je dobro. Sicer ne vem zakaj, ampak lepo. Čeprav, ok. A smo imeli že bit? A smo povedali storijo v zuni? Smo. To pa smo povedali. To smo povedali. Ja, se tega sem mislil, da bomo imeli tudi bit že, tako da... Cancel that. Ne veš, kje je ta redaktor, ki ga rabiš, razumeš, da pove nazaj, da ti iz režije pomaha, tako točno to. V resnih podcastih. To ste že imeli, pa s tisto gesto, veš. Sekanje vratu. Tam je najbrž scenarij že narejen, ne? Ja, najbrž, ja. Pa verjetno imeli tudi monitor noter, ki bi mi monitor nam povedal. Ja, Kranjc bi nam rekel, fanti, ne, to ste že imeli, ne. To ste že imeli, ne. Ne tem govoriti, to smo že imeli. Ne, to smo že imeli, ne. 85 oddaja. Ja, nehite, preveč da govorite. No, glavnem kapitan te ladje je imel nalogo in njegova naloga je imel, da je upravil nalogo in pa to smo tudi že povedali. Pa to nalogo je tudi že upravil. Tudi že? Enkrat. Ja. Enkrat, ja. Ampak ta hudiček skozi kar nazaj hodil. Ja. Pejmo Boga, narediš nekaj, pa narediš dober, ne? Ti misliš, da naredil in bumf, ne, nazaj. Včasih, ko smo imeli težave s kakšnim mazolama, veš, ko ga stisnil, pa je bil zjutraj spet. Ja. Zdaj si mi pa pričaral te čase pubertete, ker sem se še sekeril zaradi teh stvari. Zdaj bi imel rad mazole. Ne veliko, ampak kdaj mazole. Rad bi bil toliko star, da bi imel mazole. Vse. A sem lahko človek muzol, prosim. A bi šel, recimo, da bi ta... Ok, s tem znanjem, ki ga zdaj poseduješ, pa bi šel nazaj. Brez veze, stari. Se je to? A veš, ka moš... Ne. Bolj dolgo časen bi bil mogoče. Ja. Ali pa ne, veš, ka mi je že ful zgod, pa res ti bilo vse. Pa res bi ti bilo vse za stvari, ka veš, takrat si se keral za stvari. Pa bi bil stara duša, se spomniš, koliko nas nam šli na živce te stare duše, ko smo bili 17 let stari. Vse pol jih sprejmeš, ko si enkrat 25, pa 35, pa 45, pa 55, pa pol, ne? No, ok, dobro. Ne predelač. Halo. No, glavno, ja, takrat so bili pa res, spet. Pa so bili, a veš, da so sam fejkali. Ja, ne, niso bili. Ne vem, če so bili zares vsi. No, ja. Ampak ja, jaz tudi ne vem, veš, če bi šel nazaj zdaj, ne. Je to tako. Ne vem, če
če bi se, veš, kaj pa, če bi se vseh svojih nasvetov držal, pa res ne bi bilo tako... Pa tako kalijo prav, pa bilo pa dolg čas. Ali to bi bilo čisto neko paralelno življenje. Ne, se še danes ne morem držati vseh svojih nasvetov. Ti bi šel lahko. Mislim, ti bi šel loži, no ne, da bi šel lahko. Loži. O, kakšna lepa beseda. Loži. Ja, tako ja. In kaj smo zdaj ugotovili, da se mu je tale naloga v bistvu kar izmikala. Ja, pa zaradi tega vesolja, katere pluralnega. Ja. Moj skozi skakala hudiča, mislim, ne vem, kaj je skozi, ampak skozi ga zdaj baval, ne. Ja, pa kako bolj to sploh rešeš? Pizda, ne vem. Ja, očitno je hopu čez... Mislim, da v vseh usporednih vesoljih pa to vse, da to popucaš. Dejansko zrediraš. Ja. Pa takrat se je pa tudi rečen, da je bilo itak brez veze, ne? Kaj pač zaradi zlatega srca je bilo brez veze te grajenje hibe prostorskih. Ja, pa sem se vemo, da je imel on drugo nalogo, no kaj sem... Veš, on je v bistvu, ne? Čakaj. Kaj? Kaj še drugo nalogo je bil? To, ker sem o tem psihiatri. To mislim, da še drugo. To je imel, unga Halfru ga je imel. Veš, da dejansko se zvene. Tako. Treba je ubiti smisel življenja, če nekdo pride preblizu njega. Valjda. Čeprav, zakaj pa toliko teh knjig za samo pomoč ljudi? Zato, ker so narobe. Ljudje pišejo, samo zaradi nara v bistvu. Ja, ni vse skoraj zaradi nara. Se imaš prav, ja. Mislim, veliko stvari. Verjetno so oni eni bolj nesrečnih ljudi, ki to pišejo. Mogoče so bolj srečni. Mislim, v čem? Da saj obdelaš te stvari, ki tebe jebejo. Če ti uspe to. Se pravim, mene tudi ten kap stvari jebe, pa v teoriji so mi vse jasne. Sama aplikacija je težja. Ja, ali pa pol lažji jokati. Tukaj prijatelj. Mislim, da oni tudi, jaz sploh tudi knjige pisal v bistvu. Ja, sej, ne? Absolutno. Mogoče pa to, da je pol lažji jokati, veš, v Mercedesu, s pačko ali pa ne vem kaj. Ne, ti stvari je Kaj zdaj? Jaz lahko tudi s pačko jokam. Ja, se, ampak veš, če imaš mečko, ne? Ali pač BMW, ali pač Bentley, ali whatever. Odvisno od popularnosti. Alcantara lep špije, ali kaj so vse kukarone. Pomeni, da imaš vsaj en del življenja, veš kao, ne? Sam, a imaš da res? Ne, se ni. Koliko veliko uspešnih ljudi se je... Velik denar, veliki problemi. So imeli probleme pa v življenju in so tudi kaj drugega naredili. V bistvu tiste, ki jih imaš, jih pač samo verjetno še mečkam bolj naplav gorne. Dejstvo, mislim. Lažje ti še pol. Če ne usporedno rešuješ, veš, tako kot si rekel, tudi te ljudje najbrž vejo, kje so problemi, sam se v bistvu kanalizirajo to rihtanje problemov s tem, da grejo v smeri večjega napredka in akumulacije kapitala, zaradi tega, ker mislijo, da bo to kaj naredil. Da jim bo to pomagalo. Čeprav vsi dobro vejo, vsi dobro vejo. Že ptički čivkajo, da to kamor ne pele. In, veš, milijonarjev je bilo zadnjih, odkar imamo industrijsko revolucijo, oziroma nesramno bogatih ljudi je na svetu že tisočletja. Veš, pa razen Marka Aurelija, pa še ene parih ni noben po kontu, da manj je več. Da je notranji mir v bistvu veliko bolj vreden. Veš, mislim, teh, ki so bili ta bogati, hočem reči. Mislim, najbrž so pokontali sam, kot si rekel, Mercedes, pa ima ta drug kolega, ima pa Bentleyja. Ga moraš ti saj z enim drugim obrobam naročiti. Nujno. Ali pa saj Bugatija kupiti, ali pa Rolls-Royce, ali karkoli. Zdaj bi tega, ker so Hrvatija, kaj je že. Rimac. Hrvatija. Če se to še ni bolj spomnil, ne vem, zakaj ne. Patentira bi. Ja, tako da ne vem, ne vem, kaj je iskal prostetnik v Vogoni Jelc, ali Dželc, ali kakorkoli že to uradno naglašeno, ampak jaz lahko rečem, da
v 40 minuti pa lahko rečemo pečino obešalnik, pa se posvetimo. Pa se poslovimo. Pa se poslovimo. Tako, ja. Rečemo, to je to. Po mojem, ja. Kvačmo, bomo drug teden nadaljevali. Pa dajmo, ne. Se nekaj smo prelezili, fata. Smo že skoraj na koncu. Skoraj. Ja. Smo že skoraj na koncu en mesec. Še dobro, da ni kdo nad nami, ki nas bi zdaj odpustil, po moje. No, bojo elektriko ugasnili pis. Idi sem bivša urednica bivšega RGL-a. Ti si za na YouTube. Ja, takrat smo bili pa še dosti. Sama niso neke kasete. Je Toma ena iz Cela je rekla, da ima nekje... Ena iz Cela. Nekdo... A misliš, da je to od... A veš, ko smo bili, ko sem midva ne spomnila, ko smo bila na Peru z unim, ko je že Ismet iz Horjula, ki je zdaj iz Cela. Aha. A smo bili, mi smo bili na Peru z Ismetom iz Horjula? Vse to je razlagal, kaj je citat govoril, no. Ja, se res, ja. Sam mi, da se še zdaj ne spomnimo tega dogodka, kar pomeni, da smo se imeli res dobro. Čeprav mi je, mislim, ker sem videl že njegove fotografije, mi je nekaj znan. Sej, meni tudi, pa sem se videla, ker sem bila pri Slavkotu v številkah, kaj je prišel. Ma neki... In on je 100% prepričan, ker se očitno ni bil tok pod vplivom mune polne lune, ki je bila takrat taka, krvava je bila. Krvava luna. Nekaj od tega je bilo. No, v glavnem, tako da mogoče je tam od njega kakšna kolegica ali pa ta kolega, ki je nekaj zažvapil delo. Tako da tam je treba raziskati. Ja, odkrupivanka žena. Dej, nehajte zdaj. Najlepša hvala za vse, ki ste nas poslušali čist do konca tele epizode, v kateri nismo prišli v bistvu za par dingovih ledvičk del, kukar prejšnjič. Smo, pa vemo, da je misterij razrešen kot odkrupivanka žena. To sem hotel vedeti. Prišli smo do odkrupivanka žena. Drugače v naši familiji štos, ki se ti res ne sajna več, kva se folk pogovarja in to je bilo enkrat. No, in moj stric navali ven s tem. A ja, ga vsi gledamo, kva sta. Tako da ja. Jaz sem videl, da sem razumela, kaj si hotel povedati. Ni bilo treba razlagati. To so ta bolj šale, ki jih ni treba razlagati. Ja, v glavnem, če imate vi v družini tudi odkrupivanka ženo, nam to pošljite. Ne pošljite odkrupivanke žene, ne rabimo. Ne, pusti odkrupivanko ženo doma, sam pošljite. Pošljite do pisancov, ženo pusti doma. Ženo, mislim, če hoče, lahko tudi pride, nisi zaradi mene. Takrat, ko bomo imeli živo publiko. Tako, takrat ti veš, kot čisto malo zglajzam. Tako. Živa publika lahko pride. Tako zglajzamo. V bistvu ima prvo vrsto. Zanj sem govoril z našo receptorko, s Katarino, v glavnem. In je rekla, da še misterij tele pošte se dogaja, ker še zmeraj veliko pošte kehot. Zdaj pa ne vemo, če se tudi manjkajo dopisnice, s katerimi smo hoteli biti pred skupino Lado tu v Stožcah zanj. Se pravi, ne še skenslati bazena. Ne. Bazen še ostaja. Jaz bom še zmeraj v košarci v AliExpressu. Srčno upam, da bo kakšen od mojih prijateljev, ki ima ta bazen za predbajto, da bo počel pa lahko tistega ponucamo. Kaj sedaj, ne? Pa ful baleko. To pa itak. Iz Kitajske pošiljati bazen sem. Ja, samo zato, da mu lahko žreba 14,500,700 milijonov uveljavljen. V glavnem na Discordu smo samo brez panike, na družabnih omrežjih pa posod afno opravicujemo vse. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Nima spod napisano več. Kva?
Je ni več odspod. Sem rekel, da scenarist, sam povem. Nekaj sem slabo naredil. Dobro, očitno imam že bicikl. Pazi, naslednjo epizodo je isto. Okay. Ja, se pravi, se mi takoj mi je možgan. Zdaj smo pamet profije prešalta, ne? Ziga je šel na... Ne? Kar na pamet. Ja. Neverjetno. Z glave. Tole pa. Bo pa dokaz za demenco, oziroma ne njo, ne tista, evo, jaz sem že in lihar to, kar sem hodil dokazati. Ja, ajde. Čau. Zdaj, mogo pa, rezati, ker smo na več kot 42 minut. Se boš itak tisto malce mukanje vam fuknil, po lih prav. Lepo že. Čist, da. Sem v bistvu, mogoče bo tole še not, ker sem ugotovil, da če prehiter skatam, da ne morem... Ti nimaš dosti mesa. Nov OCD imam, Slavko mi ga je dal. Kva? Ja to, veš, pozabili smo na bonus epizode, ker smo imeli briljantno idejo, to bo bonus epizode. Nov OCD imam, da hočem imeti na minut, a veš, ne vem, 54 minut 0-0.